Spoštovane, spoštovani, prav lep dober večer na Slovenski matici. Veseli smo, da smo se zbrali v takšnem številu, da se poklonimo imenitnemu uredniškemu odboru, ki ga sestavljajo akademik profesor dr. Tadej Bajd, dr. Drago Kladnik in magister Andrej Seliškar. Uredniškemu odboru, ki skrbi za to, da je ponovno oživela najstarejša slovenska znanstvena revija. Namreč prav tu, na Slovenski matici, je na prelomu stoletja. Začel izhajati leta 1899 zbornik. Že naslednje leto se je preimenoval v zbornik znanstvenih in podučnih spisov. Potem je izhajal do leta 1912, pa znova bil prekinjen, znova izhajal v 70-ih letih, vse do leta 2002, ko je Slovenski matici žal zmanjkalo sredstev, da bi znanstveno revijo še naprej izdajala. In tu se začenja potem tudi zgodba ne samo o skrbnih, odličnih urednikih, ki zbirajo gradivo, ampak tudi o odličnem sodelovanju med Slovensko matico in podjetjem Krka, ki podpira znova izdajo našega zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike. Prav tako naj se na tem mestu že vnaprej za finančno podporo zahvalim tudi Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Prav po zaslugi vseh, ki sem jih naštela, je pred vami nov zvezek, 18. zvezek zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike, ki so ga uredili skrbni uredniki, dva med njimi sta danes tukaj z nami. Prav toplo pozdravljam akademika, profesorja dr. Tadeja Bajda in magistra Andreja Seliškarja, ki vam bosta zbornik, to novo številko zbornika, ki smo ga lani oživili, podrobneje predstavila. Hvala lepa in izvolite, beseda je vaša. S kolegom Bajdom sva se dogovorila, da bova predstavila vsak polovico prispevkov, glede na to, da je kolega Kladnik zbolel. V prvem delu, prvi prispevek je prispevek gospe Fridl-Jarčeve, ki ga bo potem seveda sama bolj podrobno predstavila, zato jaz na tem mestu ne bi govoril o njem. Bi pa predstavil naslednje 3 naravoslovne in pa 2 geografska prispevka. V prvem prispevku, to je pregled zgodovine pedologije, so avtorji Grčman Helena, Turniški Rok in Zupan Marko razdelili na 3 obdobja. V njih so sistematično prikazali napredek raziskovalnih metod in nanizali strokovnjake, ki so pri raziskavah sodelovali. Omenjeni so pomembnejši dosežki, med njimi predvsem skupek raziskav in pa obsežnega terenskega dela, ki je vodilo v izdelavo digitalne pedološke karte v merilu 1:25.000, ki je namenjena različnim področjem in zelo koristno uporabljena. V bistvu je ta karta, oziroma prispevek pedološki, nekako nadgradnja prispevka o geološki karti, ki je bila predstavljena v 17. zvezku. Raziskave tal imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju rodovitnosti, predvsem za uspešno kmetijstvo. V prispevku so avtorji predstavili tudi pedagoško delo, ki so ga opravljali raziskovalci sprva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kasneje pa še na nekaterih drugih visokošolskih zavodih po Sloveniji. Posebej so izpostavili tudi problem onesnaženja tal in pa seveda pomembnost ohranjanja tal tudi v prihodnje, ker brez tega našega kmetijstva in tudi preživetja ne bo. V drugem prispevku
drugi prispevek govori o lišajih. In sicer je bila vzpodbuda za raziskavo lišajev v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je predvsem zaradi kurjenja premoga se pojavila kisel dež in indikatorji, lišaji pa so zelo dobri indikatorji onesnaženja. V prispevku Franc Batič, Helmut Mayerhofer, Tanja Mrak in Mitja Skudnik podajajo kratko zgodovino raziskav lišajev in pa nekoliko podrobneje opišejo dve metodi, ki so jih uporabljali pri ugotavljanju onesnaženosti s pomočjo lišajev. Po eni metodi, predvsem so to uporabili za ugotavljanje onesnaženosti v gozdu, so uporabili različne tri rastne tipe lišajev, ki so jih potem opazovali na različnih drevesnih vrstah. Pri drugi metodi pa so na izbranih območjih, ki so segala od urbanih središč do potencialno najbolj ohranjenih območij, ugotavljali prisotnost vseh lišajev in pa potem tudi vplive onesnaženja na te lišaje. Zanimiva je bila ugotovitev, da je na primer v Zahodnih Alpah, kjer naj bi bil zrak najbolj čist in naj bi uspevali najbolj številni lišaji, so opazili vplive čezmejnega onesnaževanja zaradi onesnaženja, ki so ga prinašali vetrovi iz Furlanske nižine. Kot pomemben pripomoček pri delu so posebej izpostavili tudi podatkovno zbirko Boletus Informaticus, v katerem so shranjeni podatki o vseh lišajih in pa seveda je mogoče s tem programom opravljati številne analize. V naslednjem prispevku, ki je naravovarstveno obarvan, Stane Peterlin in Jana Vidic kronološko navedla prizadevanja za ohranjanje narave in sicer od spomenice, ki jo je leta 1920 s 4 programskimi zahtevami pripravil odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. In seveda sta navedla tudi, kaj vse je bilo z te spomenice potem do druge svetovne vojne uveljavljeno. Po vojni je bil ustanovljen Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Prva pa je v referatu za varstvo prirode leta 1946 delovala dr. Angela Piskarnik. V tem obdobju, ki ga opisuje ta avtorja, so bili ustanovljeni v sedanji velikosti Triglavski narodni park in pa številni naravni spomeniki. Kot poseben dosežek naravovarstvene službe iz tega obdobja navajata zavrnjen predlog in načrta za potopitev doline Soče za hidroelektrarno Trnovo. Dva geografska prispevka sta. Prvi je klimatološki, ki predstavlja razvoj prikazov vremena in podnebja na Slovenskem v predmeritvenem obdobju do leta 1919. Avtor prispevka Darko Ogrin ugotavlja, da so zapisi v predmeritvenem obdobju, najstarejši so že iz antike, temeljili na izkustvenem, pa tudi na ljudskem poznavanju vremenskih dogajanj ter pojavov, ki so ga pa v veliki meri zaznamovali tudi vraževerje. Ti zapisi so skupaj z lastno besedo slikovno in slikovito predstavljali nekatere poteze vremena, bodisi vremenske skrajnosti ali pa vsakokratne značilnosti. Z razvojem mreže meteoroloških postaj v drugi polovici 19. stoletja so te zapise opremili še z podatki iz meritvenih postaj. Na prehodu iz 19. v 20. stoletja, ko so merilne postaje postale bolj pogoste, pa so bili podatki razlagani
pogosto z fizikalnimi procesi v ozračju. V prispevku sta posebej omenjena tudi dva slovenska raziskovalca, in sicer Ferdinand Zajdel in Aleksander Supan, ki sta obogatila znanje o klimatoloških klimi in meteorologiji s številnimi deli. Drugi prispevek iz geografskega področja pa je prispevek Mateja Gabrovca, ki je posvečen zgodovini raziskovanja Triglavskega ledenika od leta 1946 dalje. Raziskovanje tega ledenika po drugi svetovni vojni, ki je bil takrat še kar obsežen, meril je okrog 14 hektarov, je sprva temeljilo na klasičnih meritvah, terenskih opazovanjih. Hkrati pa so preučevali tudi razvoj ledenika od zadnje male ledene dobe dalje. Takrat naj bi imel ledenik površino okrog 50 hektarov. Kasneje, v tem novodobnem času, pa se je zaradi segrevanja ledenik krčil in v letu 2023 je obsegal površino komaj 0,2 hektarja. Njegovo tako imenovano umiranje so dokumentirali v zadnjem obdobju z bolj izpopolnjenimi metodami, z geodetskimi, fotogrametričnimi in geofizikalnimi meritvami. Starejšo preteklost pa so dokumentirali tudi z analizo sedimentov, ki so se nabrali pod izginulim ledenikom. Ob koncu moje predstavitve bi poudaril še to, da je bilo sodelovanje z vsemi avtorji prijetno, korektno in je res veselje pripravljati, urejati zbornik v taki obliki, kot je danes pred nami. Pa prosim, Tadej, če še ti boste... Sedmi prispevek v zborniku ima naslov Kozolec, nedokončano delo oblikovalca Nika Kralja, avtorjev Lamovšek, Iglič in Kralj Iglič. Arhitekta in oblikovalca Nika Kralja poznamo po stolu Rex, pa tudi po tih stolih, na katerih sedaj le sedimo. Nismo pa vedeli, da se je ukvarjal tudi s kozolci. Predvsem pomembno je njegovo fotografiranje kozolcev. V arhivu je kar 6000 fotografij, ki jih je opravil. Pomembno pa je, da je to fotografiranje opravil pred 40 do 50 leti. Takrat so se kozolci še uporabljali in takrat so bili tudi v okolju, ki je bolj naravno, kot je pa okolje danes. V prispevku je tudi kratek življenjepis Nika Kralja, predvsem pa se ukvarja prispevek z kozolci. On je študiral tudi način sušenja sena v drugih deželah in ga primerjal s tem, kako se to dogaja pri nas. V študij je vključil tudi svoje študente, ki so opravljali posebne seminarske in terenske naloge. Zanimala ga je tudi terminologija in še posebej izvor terminov, ki se uporabljajo v zvezi s kozolci in pa s tesarskim orodjem. No, tudi vsak dan se vozim iz Polhova Gradca do Ljubljane in na poti je kar precej kozolcev. Noben se ne uporablja več za ta namen, ki so ga imeli. Zanimivo je, da enojne kozolce uporabljajo v naši dolini za zlaganje klafterskih drv. Dvojne kozolci so pa skladišča razne poljedelske opreme. Še posebej slabo je pa odnesel en zelo lep kozolec ob naši cesti, na njega so pritrdili jumbo plakat. Naslednji prispevek je matematičen in sicer je naslov Razvoj diskretne matematike v Sloveniji, avtor je pa Vladimir Batagel. Diskretna matematika, z drugimi besedami bi lahko rekli računalniška matematika ali pa teoretično računalništvo, in avtor se res prehodi od 60 let, ko smo imeli računalniške centre, recimo IBM 1130, potem v 70. leta, ko smo imeli mini računalnike, velikosti neke omare, recimo PDP računalniki, in seveda pa 80. leta, ko imamo te osebne računalnike, bolj take,
ki so bolj ali manj taki, kot jih imamo danes. No, večina nas uporablja računalnik danes kot pisalni stroj in pa kot komunikativno sredstvo. Ampak tudi oblikovanje tekstov ni bila lahka naloga. In kolega Batagel opisuje, kako te začetke oblikovanja teksta z računalnikom, kar je danes nekaj, kar stalno počnemo. No, študij računalništva na Ljubljanski univerzi je opisan od začetkov do danes, prav tako na Mariborski univerzi in na Univerzi na Primorskem. Poseben poudarek je dan mladim, veliko mladih matematikov je prejelo zelo imenitne nagrade, predvsem pa so zmagovali na matematičnih olimpijadah mednarodnih in pa veliko mladih matematikov je doktoriralo v tujini. Medtem ko ti bolj stari matematiki se pa odlikujejo z organizacijo številnih seminarjev, poletnih šol, konferenc, mednarodnih kongresov, sami izdajajo mednarodne revije in so avtorji številnih mednarodnih knjig. Potem tretji prispevek je pa o profesorju Francetu Premšaku in avtorji so Richard Karbar, Stanko Strmčnik in Boris Zupančič. Malo kdo od nas ve, da smo že v 50-ih letih tudi Slovenci zgradili svoj računalnik. Vendar o tem prispevku ne bom govoril, kolegi elektrotehniki so tukaj z nami in nam bodo ta prispevek na koncu predstavili v celoti. Naslednji prispevek, kratek prispevek je moj, je o začetkih merjenja hoje na Slovenskem. Mi smo bili Slovenci res med prvimi, ki smo merili hojo. Razlog je bil pa ta, hojo smo merili predvsem pri bolnikih po možganski kapi in zanimalo nas je, kakšni so vplivi naše električne stimulacije, s katerimi smo skušali njihovo hojo izboljšati. V prispevku sta opisana dva sistema, eden je tako imenovani merilni eksoskelet, ki meri kote, kolika kolena in gležnja na obeh straneh, in drugi je pa imel tako prijetno ime ribičija. Namreč hodeča osebla je bila povezana z nitko, z instrumentacijo, ta nitka je bila pa navita na ribiško špulo in potem so fizioterapevtke te napravi rekle ribičija. Zanimivo je pa, da sta se obe napravi uporabljale okrog 20 let na Rehabilitacijskem inštitutu Soča, obe pa sta bili tudi že v tistih časih priključene na računalnik. Čisto na začetku je bil v Ljubljani samo en računalnik, na katerega se je dalo priključiti signal in to je bil CDC 1700 na reaktorju v Podgorici. Naslednji članek je z področja kemijske tehnologije. Zgodovina visokošolskega kemijskega izobraževanja v Mariboru. Gre za kemijsko tehnologijo oziroma kemijsko inženirstvo. Kemijsko inženirstvo se ukvarja s pridobivanjem kemijskih proizvodov in pa z načrtovanjem proizvodnje kemijskih proizvodov. No, avtor je Peter Glavič in podaja zgodovino zelo podrobno od začetkov, ko je bil visokošolski študij v letih 60 pa do leta 90, ko je postala kemija samostojna fakulteta. Avtor je opravil tudi zelo pomembno delo, namreč v nastajanju te fakultete je obiskal najimenitnejše fakultete v Združenih državah in tudi v Evropi, tam nabiral njihove programe, vsebine njihovih predmetov, najboljše učbenike in rezultat tega skrbnega načrtovanja je res vrhunska fakulteta kemijske tehnologije v Mariboru, ki ni samo v Sloveniji vrhunska, ampak je vrhunska tudi mednarodno. No, za primer mogoče navedem kolega Željka Kneza, ki je prvi diplomant te fakultete, zdaj pa akademik, profesor na tej fakulteti in lansko leto je prijel tudi Zoisovo nagrado za življenjsko delo. No, njegovo delo je, da je s pomočjo visokega tlaka iz rožmarina izvlekel ekstrakt, ki se uporablja za konzerviranje mesa zaradi svojih antioksidativnih lastnosti
In ta ekstrakt je tako uspešen, da ga izvažajo v 60 držav, da so nas ustanovili posebno podjetje Vitiva in v tem podjetju je 7 njegovih doktorjev zaposlenih. No in že smo pri zadnjem prispevku. Zadnji prispevek je razvoj tribologije in njen pomen za slovensko gospodarstvo. Avtor je Jože Vižentin z Fakultete za strojništvo. Tribologija je pravzaprav bolj neznana beseda. Ampak če povemo, da je to veda, ki se ukvarja s trenjem, z obrabo in z mazanjem, nam je pa več ali manj vse jasno, ker vsi mažemo žage, bodisi šivalne stroje in to delamo v vsakdanjem življenju. Seveda, pomen tribologije pravi je v industriji. V industriji je pa pomeni ogromen prihranek energije in ogromen prihranek osnovnih sredstev. Avtor se sprehodi od zgodovinskih časov do danes. Ne omenim samo, da je bil Leonardo da Vinci važna oseba, ki je zelo imenitno študiral trenje, čeprav je postavil kar konstanten koeficient trenja. Zelo odlikuje se članek tudi z odličnimi slikami, diagrami in slikami, ki lepo raznasnijo take pojme, kot so tribološki dotik, kot je koeficient trenja, kot je koeficient obrabe. In seveda velik poudarek je pa na poučevanju in raziskavah v Sloveniji, na Fakulteti za strojništvo. Prvi predmet se je začel že leta 1946, takoj po vojni, potem pa je ravno avtor nadaljeval s tem delom, tako da je to postal pomemben laboratorij, tako pedagoško, kot tudi raziskovalno. S tem je pa najino delo opravljeno in veselje mi je napovedati našo urednico, dr. Ignacijo Friedel-Jarc, ki bo predstavila prvi prispevek tega zbornika z naslovom 160 let naravoslovja in tehnike pri slovenski matici. Prosim. Najprej iskrena hvala za to jasno in zelo simpatično predstavitev vsebin naše zadnje številke zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike. Hkrati seveda iskrena hvala vsem avtorjem za sodelovanje in trud in pripravo prispevkov in tudi to, da ste nekoliko dlje čakali na izdajo oziroma izid te številke čisto proti koncu leta. Kar nekaj časa je trajala ta raziskava, ki je bila posvečena lanski obletnici Slovenske matice. Lani je namreč Slovenska matica praznovala 160 let od svoje ustanovitve in, kot veste, s tem počastila, da je najstarejša slovenska znanstvena in kulturna ustanova. In če pogledamo sam nastanek in razvoj Slovenske matice, je seveda tesno povezan s slovensko znanostjo, tudi z naravoslovjem in tehniko. Namreč že Ivan Prijatelj, ko je nekoliko povzemal zgodovino matic, je dejal, da postane narod šele ob posesti literature višjih kvalitet pravi narod. Torej takrat, ko se, navajam, opremi z višjo posebno znanstveno literaturo, ki pa zlasti pri majhnih narodih ne more upati na primeren razvoj, dokler je navezana edino na naročnike in čitatelje. In v teh besedah se že skriva vzrok, zakaj je bila Slovenska matica pravzaprav ustanovljena. Tako rekoč samo 100 let in pol nazaj nismo imeli učbenikov v slovenskem jeziku, ne svoje akademije, ne svoje univerze, vemo, da so vsi hodili študirati na Dunaj. In ko je Lovro Toman interpeliral avstrijskega takratnega ministra Antona von Schmerlinga, češ, da niti ni učbenikov v slovenskem jeziku za posamezna strokovna področja v slovenskih šolah, mu je ta lepo dejal, da
se lahko narodni jezik uvede v srednje šole, navajam, le pri takih jezikih, ki so že znanstveno omikani. In kasneje tudi rekel, da je, navajam, celo nemogoče učiti v slovenskem jeziku kakšen drugi predmet kot krščanski nauk, ker slovstveni učilni pomočki čisto manjkajo. To je še dodatno vzpodbudilo, seveda, naše rodoljube, med njimi tudi Lovra Tomana, ki se skriva tukaj pod platnom, kot prvega predsednika Slovenske matice, da so ustanovili založbo za izdajanje zahtevnejših znanstvenih, strokovnih besedil in seveda tudi učbenikov. In kako je tekla ta pot? Nekako sem jo razdelila v 3 obdobja. Prvo je to začetno, uvodno obdobje, torej začetki Slovenske matice in izdajanja naravoslovnih del v slovenščini. Kaj je za to uvodno obdobje značilno? Namreč časa ni, da bi predstavljala podrobnosti. Vse to je strnil že dr. Lavo Črmelj ob 100-letnici Slovenske matice, ko je ugotavljal. Navajam. Jasno je, da matica v začetku svojega delovanja ni mogla misliti na izdajo strogo znanstvenih del. Se bi za taka dela imela premajhen krog interesentov in bi to bilo zanjo preveliko gmotno breme. Tudi ni mogla misliti na izdajo izvirnih prirodoznanstvenih del poljudno-znanstvenega značaja. Treba je bilo šele vzgojiti kader bralcev, v njih vzbujati zanimanje za prirodoslovne vede, ki so se tedaj začele utirati pot tudi med laike, ter jih, poudarjam, seznanjati s potrebnimi slovenskimi izrazi. Za prvo obdobje, torej naravoslovja in tehnike na Slovenski matici, je značilno prav to, da so večinoma izhajali prevodi ali priredbe tujih del z področja naravoslovnih znanosti in tehnike. Prav tako, da je bilo to obdobje najbolj pomembno predvsem zato, da se je razvijala in krepila slovenska znanstvena terminologija. Poleg tega pa so vendarle išli že kakšni članki tudi v matičinem vsakoletnem letopisu, tako imenovanem koledarju Matice Slovenske. Tako je dr. Janez Blajvajs, ki je prav tako skrit svojo podobo tukaj pod platnom, kot 3. predsednik Slovenske matice, izdal razpravo, kako fotografi delajo podobe. Tako da je nekaj tovrstnih razprav slovenskih izvirnih vendarle izhajalo v našem letopisu. Kot prvo naravoslovno delo pri Slovenski matici je izšel prevod Frana Erjavca o mineralogiji. In takrat je tudi Fran Erjavec jasno zapisal, da si tudi mi je knjižica Zigmunda Völlekerja, Anfangsgründe der Mineralogie, bila vodnica, vendar si nisem mogel kaj, da zlasti gledeč na realce, torej dijake realne gimnazije, ne bi bil med opisane rodnine uvrstil tudi železnega in bakrenega vitriola, pa rjavega manganovca, ki so v mnogem oziru preimenitne rodnine. Kolikor mi je bilo mogoče, dodajal sem pri opisu tudi kraje, na katerih se rodnina nahaja na Slovenskem. Kar bode, mislim, pogodi vsakemu, komur je mari, da tudi v tej stvari bolje pozna svojo domovino. Tako sta bila glavna prevajalca tega obdobja z področja prirodoslovnih znanosti zlasti Fran Erjavec in profesor Ivan Tušek, ki je bil profesor v Zagrebu, ki je prevedel tole knjižico z področja botanike 4-letni časi leta 1867. Nadalje so izhajali še prevodi
zelo obsežnega dela Buch der Natur, torej knjiga o naravi, za katero je značilno, da so se, to je avtor je Schödler, in da so se tudi Hrvati, takratna hrvatska matica, torej matica hrvatska, hrvaška matica, poskušali lotiti prevoda tega obsežnega dela z različnih naravoslovnih področij, pa jim to vendarle zaradi prezahtevnosti projekta, tako finančnega kot tudi prevodnega, ni uspelo. Slovenski matici pa je uspelo in tako so izhajali različni zvezki, botanika in zoologija, fizika in drugi. Leta 1880 se je tem zlasti botanični, pa tudi zoološki in drugim vedam, fiziki, pridružila pri Slovenski matici še medicina. Tako so začele izhajati tudi dela z področja medicinske znanosti, najprej istega leta Oko in vid in pa tale knjižica, to pa je izvirno delo doktorja Samca, vpliv pijanljivih pijač na posamezni človeški organizem in na človeško društvo vobče, kar pričuje o tem, da je bil alkoholizem v tem obdobju najbrž kar pereč problem. No, ves čas pa je nekako vzporedno izhajalo že intenzivno večje število naravoslovnih del z področja geografije. Tako sta že leta 1866 išli knjižici o vojvodstvu Koroške in vojvodstvu Kranjske, potem pa je potem pa je izšlo tudi znamenito delo z področja geografije in sicer avtor je samo malo. Avtor je Jesenko, ki je napisal tako imenovano, žal dela zdaj tukaj ne najdem. Malo sem zabrkljala liste, se vam oproščam. Ki je izdal delo z področja geografije in takrat so ga razglasili za enega boljših zemljepisnih del. Prejelo je tudi ustrezne medalje, ki so natisnjene na naslovnici knjižice. Hkrati je začela Slovenska matica izdajati tudi Cigaletov Atlant, torej karte, zemljevide z področja geografije, ki so izhajale na različnih listih, to je bilo izredno zahtevno tehnično delo in izšlo je več listov tega Cigaletovega Atlanta, ki je potem ga ponatisnil ZRC SAZU. No, hkrati pa je v tem obdobju leta 1877 že Ivan Tušek umrl, za 10 let pozneje, 1887, tudi Fran Erjavec, in nekako se z njunim slovesom končuje tudi to prvo obdobje pri Slovenski matici.
In sicer je to obdobje, kot smo rekli, predvsem razvoja slovenske znanstvene terminologije in prevajanja tujih del. Sledi zlato obdobje naravoslovnih znanosti in tehnike pri Slovenski matici. In sicer je to zlato obdobje zaznamovalo, da so začela izhajati izvirna, znanstveno-raziskovalna ali vsaj strokovna in poljudno strokovna dela z področja naravoslovja in tehnike, prav tako pa tudi zelo celoviti prikazi slovenske dežele v tej znameniti zbirki, v zbirki Slovenska zemlja, kjer je najbolj znana prav izdaja Rutarjeve Beneške Slovenije. No, zdaj sem pa našla tole knjižico, to je tale Janez Jesenko, prirodoznanski zemljepis, ki je bil celo nagrajen s temi medaljami. Torej, drugo obdobje naravoslovja pri Slovenski matici zanje značilno, kot sem že omenila, izhajanje izvirnih del in avtorjev, trajalo pa je nekako od konca, od 90-ih let 19. stoletja, pa tam v prvem desetletju tega 20. stoletja. To obdobje bi lahko imenovali tudi zlata doba naravoslovja in tehnike pri Slovenski matici. V tem času so med drugim, omenila sem že, izredno pomembno zbirko Slovenske dežele, izhajale tudi posamezne strokovne edicije, recimo prvi slovenska razprava, elektrika in nje proizvajanje in uporaba, ki jo je napisal Ivan Šubic. Najbolj intenzivno pa je v tem obdobju izhajala predvsem zbirka Slovenske dežele, številni geografski prikazi, izredno dragoceni, ki so na tak način seveda vzpodbujali ne samo razvoj terminologije znanstvene, ampak seveda tudi slovensko rodoljubje, domovinsko zavest, prepoznavanje tega prostora kot slovenskega in specifičnega prostora. V tej zbirki Slovenska zemlja so izšle Kamniške ali Savinjske Alpe 1907, pa Vojvodina Koroška 1909 in drugi del 1910, ter Slovenska Štajerska in Prekmurje leta 1926 kot zadnja. Obetalo se je, da bo seveda se izhajanje teh del pri Slovenski matici z področja naravoslovja in tehnike zelo intenzivno nadaljevalo, predvsem pa, da bomo dobili po prvi Cigaletovi znanstveni terminologiji, ki jo je pripravil za Slovensko matico in so ji mnogi učitali, da je preveč oprta na hrvaški terminološki slovar in na seveda njihovo izrazje, da bomo torej dobili res prvo, popolno, celovito znanstveno terminologijo. Bil je ustanovljen pri Slovenski matici v tem času tudi prav poseben odbor. Zahtevo po tehniškem slovarju je izrazil prav že omenjeni avtor elektrike Ivan Šubic. Prav tako so k sodelovanju že povabili številne strokovnjake in načrtovali nemško-slovenski tehniški slovar. A jeseni 1911 Ivan Šubic kot načelnik odseka zaradi preobremenjenosti odstopil in Prva svetovna vojna je dokončno pokopala matičine načrte za nadaljnjo razvijanje slovenske znanstvene in tehniške terminologije in vemo, kako zelo dolgo smo morali potem čakati na prvi slovenski tehniški slovar. So pa številne izvirne razprave redno izhajale tudi v matičinem že omenjenem letopisu. Hkrati pa seveda je ena najbolj pomembnih obdobij
In zakaj se to imenuje zlato obdobje Slovenske matice? Že, kar sem omenila, začetek izhajanja prve slovenske znanstvene revije. To je obdobje predsednika Frana Levca, ki ga vidite tam pri vratih, zelo dragocen čas. Ne samo, da je vzpodbudil Ivana Cankarja k pisanju za Slovensko matico, ker je bil njegov profesor na Realki. Tu lahko vidimo, kako zelo pomembno vlogo imate profesori, kaj ne. Hkrati je seveda Fran Levec tudi intenzivno razvijal slovenske znanost, se je zavzel za izdajo prvega zbornika, torej prve znanstvene revije na Slovenskem. To je ta zbornik leta 1899, urejal ga je Ludvik Pintar. Sicer so prvotno izhajali predvsem izrazito zgodovinske razprave, no, tako se je že naslednje leto preimenoval v zbornik znanstvenih in poučnih spisov leta 1900 in izhajal vse do 1912, kot sem že omenila. Toda počasi je prevzel vlogo predvsem objavljanja izvirnih znanstvenih razprav z področja naravoslovja in tehnike in to vlogo dragoceno opravlja še danes. Tak je bil v obdobju 70., 80. in 90. letih, ko je ta zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike izšel v 16 številkah, lahko pa si jih brezplačno seveda vzamete tudi nekatere tam zadaj v naši dvorani. No, danes slovensko vemo, da se je na področju znanosti in tehnike razvila vrsta inštitucij, inštitutov, ki samostojno izdajajo te publikacije, pa vendarle ima Slovenska matica še vedno izredno pomembno vlogo, da je nekakšen most med slovensko znanostjo in širšo javnostjo. Torej je tista, ki poskuša posredovati odkritja, vaša dragocena odkritja slovenski družbi, slovenskim ljudem, da se seznanijo z novimi odkritji in jim jih na tak način približati. Zato je nekaj časa izhajala pri Slovenski matici naravoslovna knjižnica, ki je tudi kot knjižnica, kot knjiga zbirka zamrla in jo bomo v tem letu ali v prihodnjem letu prav tako oživili. No, naj za zaključek povem, da še vedno danes največ izhaja geografskih razprav. Tako je bilo že med obema vojnama in tudi po drugi svetovni vojni z področja naravoslovja. In sicer znamenita Melikova Slovenija, ki je šla med obema vojnama, v dveh zvezkih, potem pa ponovno po drugi svetovni vojni. Anton Melik je bil tudi naš dolgoletni predsednik. Potem so pomembne knjige z področja geografije Slovenije, celoviti prikazi in seveda naša znamenita zbirka Slovenske pokrajine, v kateri je nazadnje izšla v dveh delih. Tudi je dva zvezka z področja slovenske Istre. Zato se imamo zahvaliti današnjim dragocenim članom odseka za naravoslovje, ki ga ima Slovenska matica in ga vodi profesor dr. Jernej Pavšič in seveda vsem tistim, ki skrbite za izdajanje našega zbornika. Iskreno se vam zahvaljujem in verjamem, da bomo skupaj naš zbornik in tudi naravoslovno knjižnico še dolgo ustvarjali. Zdaj pa napovedujem prispevek življenje in delo profesorja Bremšaka, ki so ga pripravili trije avtorji.
zaslužni profesor dr. Richard Karba, zaslužni profesor dr. Stanko Strničnik in zaslužni profesor dr. Borut Zupančič. Vabim vas, da odstavite. Kar malo prezgodaj sem prišel gor, ampak rekel bi seveda hvala za besedo in zgodba našega profesorja, kot smo ga vedno naslavljali in ga tudi še zdaj, kadar govorimo o njem, se je začela leta 1923 v Kamniku, v gimnazijo je hodil v Ljubljani, 2 leti po Celovcu zaradi vojne in se je seveda na Koroško vedno razvračal zaradi tega. Počel je 44 leta v partizane, formalno, kot je rekel, in po vojni se je vpisal na oddelek za elektrotehniko Tehniške fakultete v Ljubljani. No, leta 1952 je bilo izredno pomembno, ker je tako diplomiral, poročil se je in se tudi zaposlil na takratnem Nuklearnem inštitutu Jožef Štefan, kjer je prevzel organizacijo in vodenje laboratorija za elektroniko. Potem bo tekla beseda kasneje, zato se tle ne bom več posebej zadrževal. Poudaril bi samo to, da je bilo izredno pomembno za vse njegove spopolnjevanje v Združenih državah, kjer je seveda poleg regulacije in dinamike nuklearnih reaktorjev študiral tudi teorijo servosistemov in uporabo analognih računalnikov. No, leta 1963 se je zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, bil habilitiran za docenta in ustanovil laboratorij za analogno in hibridno računanje. 1971 je obranil doktorsko dizertacijo z naslovom Optimalna regulacija nuklearnih reaktorjev. Potem je bil izvoljen 72 v naziv izredni, 75 pa v redni profesor. 77 pa v naziv redni profesor. Upokojil se je leta 1992 in na zapustu leta 1999. V njegovi karieri se je nabralo več kot 20 različnih predavanj, ki jih je imel na vseh mogočih stopnjah študija na Fakulteti za elektrotehniko, največ na smeri avtomatika, pa tudi na drugih smerih. Nekaj časa je celo predaval na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, pa tudi na Fakulteti elektrotehniški v Splitu. No, od začetka je bila, bi rekel, tema njegovih predavanj glavno povezana z industrijskimi odčevalniki, z servomehanizmi in pa z analognim računanjem. Kasneje je seveda se zadeva razširila na simulacijo, na servosisteme, ki so se kasneje preimenovali še v regulacije, in seveda na simulacijo sistemov. To seveda je bila zadeva, ki je kot vedno menjavala imena, ampak seveda glede na situacijo in čas tudi vsebovala potrebne organizacije in posodobitve. No, profesor je bil, kot vidimo, uspešen mentor pri zaključnih delih vseh mogočih stopenj. Bil je sam in s svojimi soavtorji uspešen tudi pri objavah in raziskovalnih nalogah, tako za raziskovalno skupnost Slovenije kot za industrijo. Posebno poudarek je vedno dajal mladim in to kaže tale lista
mentorstva stažistom, zdajšnjim mladim raziskovalcem, tudi mi trije smo seveda med njimi. In seveda mnogi od njih so tako nekaj časa bili v teh dveh skupinah, ki jih je ustanovil, ali pa stalno. No, nabrali se je tudi en kup nagrad vseh vrst in tipov. Prva je bila že kar nagrada za hrabrost, ki jo je dobil za prispevek v NOB. Potem 3 nagrade sklada Borisa Kidriča. Potem so bile civilne nagrade, red zaslug za narod z različnimi žarki in venci, red dela z zlatim vencem. Potem seveda je bil profesor nagrajenec tudi za nagrado dr. Milana Vidmarja za pedagoško delo, dobil je nagrado dr. Bratislava Bedjerniča za svoje doktorsko delo in seveda je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, zaslužni član in zaslužni znanstvenik Inštituta Jožef Štefan in seveda tudi častni član Društva avtomatikov Slovenije, Slovenskega društva za simulacije in modeliranje in pa Elektrotehniške zveze Slovenije. No, če pogledamo na konc, bi lahko njegovo kariero razdelili na realizatorsko obdobje, ki je bilo potekalo v glavnem na Inštitutu Jožef Štefan, o kateri je bilo potekla beseda naprej, in je tam uspel pravzaprav poleg ostalih stvari izdelati en splošno namenski, zmogljivi analogni računalnik, o katerem bo seveda tudi na koncu še več povedanega. V pedagoškem obdobju je v slovensko znanstveno in pedagoško sfero upeljal področja sistemske teorije, regulacije sistemov in pa seveda matematičnega modeliranja in računalniške simulacije. Kot dober človek je pa uspel nekako pritegniti ljudi, ki so nadaljevali njegovo delo. Včasih smo rekli, da so bili to mladi ljudje, zdaj so ti mladi ljudje že seveda tudi stari ljudje, ki imajo spet za sabo mlajše ljudi in pomembno je, da lahko ugotovimo, da te zadeve tečejo zelo uspešno tudi naprej. Na koncu bi mogoče rekel samo še tole. Kakšne specifične okoliščine, kot je na primer so bile tudi po drugi vojni, so zahtevale prave može, da so potegnili razvoj nekaterih področij naprej in sigurno je bil eden izmed njih tudi profesor Breško. Stanko? Lep pozdrav tudi z moje strani. Še naprej. No, jaz bom predstavil, kot je bilo rečeno, delo profesorja Lenčka na Inštitutu Jožef Štefan. Prvo obdobje so nekako začetki, ki so od leta 50 do leta 52 nekje. Zdaj, pravzaprav bom rekel, 20 leta Inštituta Jožef Štefan je leto 49, takrat se je to imenoval še fizikalni inštitut, ampak v kontekstu današnjega predavanja je važno, da je profesor Klemšak že kot študent v bistvu sodeloval z inštitutom že 2 leti, potem je leta 52 diplomiral in se potem takoj zaposlil na inštitutu, kot je že bilo rečeno, ustanovil laboratorij za elektroniko in tudi postal vodja tega laboratorija.
Seveda delo je bilo takrat usmerjeno predvsem v razvoj merilnih inštrumentov za jedrsko fiziko, ker je bila pač jedrska fizika takrat v srednjem področju na Inštitutu Jožef Stefan. No, potem v naslednjih letih, nekje od 1953 do 1962, so se pravzaprav postavili temelji za razvoj elektronike na inštitutu. Beležimo zelo hiter razvoj, v letu 1954 je bilo že 18 sodelavcev, še vedno so razvijali, bom rekel, inštrumente, pretežno seveda za jedrsko tehniko. Prelomnica je pa njegovo izpopolnjevanje, ki je bilo že omenjeno v Združenih državah Amerike. Tam je osvojil nova znanja in ko se je vrnil, je v bistvu spodbudil oziroma začel z razvojem analognega računalnika, ki pravzaprav predstavlja njegov, bom rekel, srednji dosežek, ker je šlo seveda za računalnik, ki je bil eden med prvimi, tudi najzmogljivejšimi v Evropi, več o tem bo kolega Zupančič kasneje povedal. No, razvoj je šel naprej in leta 1959 je bil že ustanovljen oddelek za elektroniko, ki ima 2 odseka in tudi ta oddelek za elektroniko je vodil profesor Bremšak in tukaj so se že začeli pojavljati, bom rekel, različne vsebine, recimo različne skupine, recimo skupina za digitalno tehniko, iz katere potem je šlo računalništvo, skupina za analogo tehniko in servomehanizme, iz katere potem avtomatika je šla. Ampak še vedno je bil pa poudarek na razvoju teh raznih, bom rekel, inštrumentov, s tem, da se je pa precej delalo tudi za industrijo. Se pravi, ne samo za odseke na inštitutu, ampak tudi za industrijo. To, kar je zanimivo za to obdobje, je pa, da so se že začele pojavljati vsebine iz področja avtomatike, namreč pri razvoju inštrumentov je bilo treba pa še nekaj znanja s področja avtomatike imeti. To je, bom rekel, en poudarek, drug poudarek pa je, da so poleg razvojnega dela se je začelo, bom rekel, stvar tudi nekoliko bolj poglabljati, tako so šli bolj tudi v raziskave in pojavljajo so se tudi že prve publikacije. No, profesor Bremšak je 62 leta diplomiral na podiplomskem študiju in potem 63 se zaposlil, kot je bilo že rečeno, na Fakulteti za elektrotehniko. Še vedno je pa ostal tudi vodja in vodil, bom rekel, poseg, pa še tudi, bom rekel, oddelek na Inštitutu Jožef Stefan. No, zdaj moram pač poudariti, da je to delo obeh skupin seveda potem bilo zelo prepleteno, se to eno na Fakulteti za elektrotehniko, drugo na Inštitutu Jožef Stefan in to je, bom rekel, delovalo praktično, bom rekel, zelo povezano kot eno. No, tole je nekaj inštrumentov, bom rekel, kot slika iz tistega obdobja, ki so se razvili. Moram reči, da teh inštrumentov različnih vrst je bilo več 10. Po številu je pa nekje ocenjujemo na podlagi dokumentacije, da jih je od 100 do 200 bilo razvitih, mislim, izdelanih, se pravi, veliko je bilo dela na teh inštrumentih. No, razvoj je seveda šel naprej, leto 1964 se je oddelek za elektroniko, ki ga pa še vedno vodil, profesor Bremšak, se je reorganiziral, so bili že 4 odseki, Zelo pomembno v tem obdobju, oziroma v tem letu, je pa začetek gradnje jedrskega reaktorja. Ker to je pa zelo zaznamovalo potem bodoče poudarke dela na področju elektronike. To obdobje seveda tudi nekako ga pojmujemo, kot da so se pa bolj začeli usmerjati v področju avtomatike, regulacij in pa vodenja procesa. No, tole bom mogoče malo preskočil, samo to, da omenim. Tudi takrat, ko so imeli recimo neke ideje, so morali nekako priti do sredstev, da bi svoje ideje realizirali. Recimo tole je ena ideja, ki je imel profesor Bremšak, da bi realiziral en specifičen inštrument. Pripravil je 30 strani rokopisa, ki so vsebovali kompletne, bom rekel, pač zasnovo, kako bi ta zadeva delovala in tudi, bom rekel, finančno konstrukcijo. To je prevedlo vse v hrvaščino, potem so to pretipkali, postali v Beograd in potem upali, da bo taka stvar odobrena. Podobno delamo danes se pošlje v Ljubljano ali pa v Bruselj, seveda. Tale stvar je tudi zanimiva, mogoče. Torej, govoril sem že o analognem računalniku. Ta analogni računalnik je bil seveda predvsem, bom rekel, uporabljen za simulacije dinamičnih
procesov, ni bil pa toliko uporaben za računanje določenih stvari z področja analize in sinteze sistemov za vodenje. Ta analiza in sinteza v bistvu temelji nekako na funkcijah kompleksne spremenljivke. To mi tam uporabljamo v tistem času, ko zato digitalnih računalnikov ni bilo na voljo ali pa ne toliko zmogljivih, da bi se to dalo računati. In stvar je bila prepuščena, bolj peš računalniku, kot se je dalo. Zato so razvili eno posebno napravo, ki se imenuje aritmetični računalnik, so imenovali. Temeljila je pa na analogiji med analitičnimi funkcijami kompleksne spremenljivke in pa dvodimenzionalnim električnim poljem. To je bil kot takle printer, ki je imel prevodni papir in v bistvu so vzpostavili električno polje na tem prevodnem papiru in potem, če si na neki točki, pomiral napetost, je bil tako dolgo krvovrednost te funkcije. Na tem je ta cela zadeva temeljila. Skratka, dosti originalni pristop. No, razvoj je šel naprej. Leta 1965 je profesor Demšar zbolel, zato je potem, vodenje oddelka kolega Goran prevzel, medtem ko se je profesor posvetil vodenju odseka, ki se je potem preimenoval za odsek za analogno tehniko in servomehanizme. Dejavnost se je pa predvsem usmerila bolj v problematiko jedrskih reaktorjev, zaradi te izgradnje reaktorja Triga in sicer delali so na regulaciji in delali so pa tudi na inštrumentaciji, se pravi na tem, kako pač določene spremenljivke na tem reaktorju meriti. To delo se je nadaljevalo, potem so šlo pa tudi za optimizacijo reaktorskih sistemov, študirali so nelinarne sisteme. No, to, kar pa je bila novost, je pa, da so skupaj s fakulteto za elektrotehniko so pa začeli delati na raziskavah biokibernetike oziroma električne stimulacije mišic in tole, lahko sem tole pokazal, tole sliko, je v bistvu analiza meritev iz električne stimulacije na analognem računalniku. No, eno prikritnico predstavlja leto 1969, ker takrat je bil pa nabavljen hibridni računalnik. Ta hibridni računalnik je pa omogočil, da se je pospešilo delo na področju matematičnega modeliranja simulacije, pa identifikacije, so pa še vedno, razvijali tudi določene inštrumente. Ta dejavnost je še vedno obstajala. No, leto 70-71, tako začetek 70 let je pa zaznamovan z, pač malo večjim prodorom digitalnih računalnikov. Te so pa že digitalni računalniki prav dostopni. Profesor je spoznal, da bo treba tudi določene dejavnosti spraviti na digitalnih računalnik in je spodbudil razvoj digitalnih simulacijskih jezikov. Uvajala se je tudi regulacija in pa računalniško vodenje, to pomeni, da je bilo treba povezati znak računalnik z procesom, se pravi digitalni del z analognim delom, kar pomeni, da je bilo treba analogno digitalno in digitalno analogno konverzijo delati. In vse to je seveda bilo tesno povezano z tem reaktorjem, ki je bil pač povezan s procesnim računalnikom CDC 1700, ki je bil že danes omenjen v začetku. Do leta 1971 je profesor Demšar svojo vodenje odseka predal mlajšim, sam je pa zadržal mentorsko vlogo na inštitutu Jože Štefan. Zdaj, če povzamem tole njegovo karierno pot, se pravi leta 1952 je začel na inštitutu in je pač bil v laboratoriju za elektroniko, potem je bil vodja oddelka za elektroniko z 2 odsekoma, potem je bil vodja oddelka z 4 odseki, potem je leta 1965 predal vodenje oddelka in se je posvetil vodenju odseka, to je bil odsek za nuklearno elektroniko še vedno, ta se je potem preimenoval v odsek za analogno tehniko in servomehanizme, ki ga je v začetka še vodil, potem je to predal mlajšim, potem je svoje delo še nadaljeval v okviru odseka za avtomatiko biokibernetiko, se je potem preimenoval, ko je prišla robotika, odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Iz tega odseka je nastal še odsek za računalniško avtomatizacijo in integracije in tlele je leta 1991 se prav, takrat se je upokojil, oziroma leto prej, je tudi zaključil svoje
delo na inštitutu Jožef Štefan. Zdaj, če bom rekel, povzamem celo zadevo, potem lahko rečem, da je dejansko profesor Bemšek je pač kot začetnik in dolgoletni vodja elektronike postavil dejansko osnove za razvoj številnih raziskovalnih disciplin. Bil je dejansko pionir na svojem področju, v pravem pomenu te besede. Torej, z tega, kar je on ustvaril od začetka, je izšlo cel kup, ali pa vsi pravzaprav sedanji odseki na inštitutu Jožef Štefan na področju elektronike in informacijskih tehnologij. In tole je zdaj približno 260 sodelavcev. In iz katerekoli veje nazaj greš iskat korenine, boš prišel do imena profesorja Bemška. Tako da on je res vtisnil veliko pečat temu področju in ta pečat je neizbrisen in da imamo seveda po pravici za očeta elektronike na inštitutu Jožef Štefan. In seveda zaradi te njegove velike vloge smo mu tudi podelili naziv zaslužni znanstvenik inštituta Jožef Štefan. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Moja naloga je pa, da nekako predstavim ta vrhunec njegove dejavnosti. Smatramo pa, da je ta gradnja in uporaba simulacijskih orodij tisto, kar je nekako najpomembnejše. Pri tem je seveda vrhunec vrhunca je gotovo ta razvoj nalognega računalnika, to bom malo predstavil, potem pa tudi nabava in dejavnosti okoli najmodernejših analognih hibridnih računalnikov, ki so bili nabavljeni v Ameriki in so se potem ogromno uporabljali, in pa tista zadnja njegova leta, ko je pač ugotovil, da bo vendarle prihodnost na digitalni simulaciji se tudi tukaj precej angažiral. Torej, če bi bila tema digitalni računalniki, gotovo ne bi razlagal, kaj je to, ker je analogni računalnik malo manj poznan, bom par besed namenil temu, kaj to sploh je. Je takale precej velika omara, ki ima eno programsko ploščo, neke prikazovalne elemente, omogoča pa proučevanje dinamičnih sistemov s pomočjo simulacije. Zakaj analogni? Zato, ker gre za analogijo električne veličine. Tole je pač električna naprava, tam se pojavljajo neke napetosti, recimo področje plus minus 10 voltov, in te napetosti, ki se tule spreminjajo, so potem analogija nekemu pomiku, tlaku, temperaturi, pretoku nekih realnih fizikalnih sistemov. Torej, fizično povezujemo na tej programski plošči električne komponente. In tipični elementi so tako imenovani integrator, seštevalnik, invertor, potenciometer, vse to so naprave, ki temeljijo nekako ali so pa narejeni iz operacijskega ročevalnika. No in zadeve se pač prikazujejo na nekih prikazovalnih enotah. Simulacija je relativno natančna, izjemno hitra, zato so bili ti računalniki izjemno primerni za simuliranje hitrih dinamičnih sistemov tudi v realnem času. Zadeva je naravno, bi rekel, paralelno deluje, kompleksnost ne pomeni počasnejše simulacije, seveda omejitev pa je število teh računskih komponent. In še ena nerodnost je, da je treba tiste enačbe, ki jih na nek način simuliramo, ustrezno normirati, da ostanemo nekako s spremenljivkami v področju računalnika, recimo od minus do 10 voltov. Tukaj je zelo na hitro en tak najbolj enostaven primer, kako bi ga rešili z analognim računalnikom. Recimo imamo nek prostor, v nekem trenutku vključimo nek grelec in vidimo, da potem temperatura približno eksponencialno narašča. Tale theta je temperatura v prostoru, tole je moč grelca in vsaki majhen del fiziki najbrž bi znal tole nekako modelirati, da se da to z eno tako enostavno diferencialno enačbo opisati. In problem je zdaj, kako takole diferencialno enačbo spraviti na analogni računalnik. Osnovni element je tako imenovani integrator. Ta iz odvoda theta pika
izračunati, kje je ta spremenljivka, ki nas zanima. Ne. En korak je pa pač, da iz tega enačbe izračunamo tale odvod in tale enačba pravi, da dobimo tale odvod, moramo sešteti dve veličini. Zato razen tega integratorja, ki nam iz odvoda izračuna spremenljivko, rabimo še eno enoto, tako imenovan seštevalnik, ki nam pa, bi rekel, izračuna tale preostale dva člena. Se pravi, dobimo eno takole zaprtozančno strukturo, nastavimo potenciometre našega problema ali pa koeficijente, pritisnemo nek gumb in se nam izriše recimo rezultat simulacije. Tako približno je delo na analognem računalniku. Par besed o zgodovini, začeli so se razvijati po drugi svetovni vojni, nekako so bili aktualni do konca 80-ih let, na začetku je bila to edina možnost, potem v enem obdobju najboljša možnost in na koncu seveda konkurenca z digitalno simulacijo in Saturn. Najbolj je razvoj računalnikov zaznamovalo ameriško podjetje EAI, Electronic Associates. Te računalnike je tudi NASA uporabljala za razvoj svojih vesoljskih študij. In uporaba je bila na začetku predvsem v nuklearni tehniki, v letalstvu, v vojaških vesoljskih raziskavah in kasneje na bolj takih vsakdanjih tehničkih področjih, kot je elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, kemija in podobno. No, zdaj pa o tem računalniku, ki ga je naredil profesor Bremšak, vidite, da je to ena ogromna zadeva, ne, ki je tole mogoče meter pa pol visoka, pa nekaj metrov dolga, 6 takih leumarje, seveda ne bom detajle razlagal, ampak tole so programske plošče, kjer se povezuje te komponente. Ena programska plošča je tudi snemljiva, tako da jo damo mi lahko na eno mizo, pa se tam povezuje, da se ne obremenjuje celotnega računalnika. Potem imamo seveda neke prikazovalne enote, tukaj so ročno nastavljivi potenciometri, koeficijenti našega modela in pač nastavljamo tudi tako imenovane funkcije. No in še nekaj besed o tem razvoju, torej povedali smo že, da je to najpomembnejši dosežek. Ključna faza je bila med leti 57 in 59 v laboratoriju za elektroniko. Takrat se je reklo Fizikalni inštitut Jožefa Štefana. Torej, zadeva, kot je že kolega povedal, je bila zelo pomembna. Največji računalnik je bil v Jugoslaviji takrat primerljiv s takrat redkimi računalniki tudi v evropskem in svetovnem merilu. Primarno je bila mišljena že takrat uporaba za simulacijo dogajanj v nuklearni tehniki. Takrat je pač Štefan veliko s tem delal, je celo se tudi temu reklo nekaj časa nuklearni inštitut in je dobival financiranje tudi iz Beograda delno. Kasneje so znane tudi aplikacije v biokibernetiki in lahko rečem, da je veliko tega pridobljenega znanja bilo uporabljeno kasneje za razvoj tega reaktorja TRIGA. Zdaj seveda, če hočemo predstaviti moč nekega računalnika, moramo govoriti o številu teh elementov, recimo 28 integratorjev, 32 potenciometrov. To je precej sposobna zadeva, pa 3 prikazovalne enote, več programskih plošč. Tisto, kar sem na prvi sliki pokazal, je žal samo na sliki. To, kar je ostalo, so pa 2 taki leumari in ena tale plošča, ki se jo lahko sname dol. To so ohranjeni eksponati v muzejski vitrini Fakultete za elektrotehniko. No, s tem sem zaključil ta profesorjev računalnik kot njegov vrhunec, pa bi omenil še nekaj besed okoli nabave potem najsodobnejših svetovnih analogno-hibridnih računalnikov. Leta 1968 je na njegovo pobudo
se nabavil računalnik analogno-hibridni EAI 580, ki je bil namenjen univerzi oziroma naši fakulteti in inštitutu Jožef Štefan in je bil nameščen na fakulteti za elektrotehniko. Hibridni zato, ker je razen teh analognih komponent imel še tako imenovane logične elemente, kar pomeni veliko razširitev možnosti programiranja. No in ta zadeva se je izjemno veliko uporabljala v pedagoškem in raziskovalnem procesu do poznih 80-ih let. Če tele številke malo pogledamo, pravzaprav vidimo, da je tisti profesor računalnik imel približno ravno toliko komponent, se pravi, da je bil že, da je to nov dokaz, da je bil zelo zmogljiv že njegov. No, tole je pa ena fotografija, tole je tega EAI 580 programska plošča, analogna, logična programska plošča. Tule nastavljate te koeficijente našega modela, pa lahko jih tudi nastavljamo digitalno. Tole so pa pač prikazovalne enote rezultatov. No in kasneje se je nabavil leta 1988 še en zmogljivejši analogno-hibridni računalnik, ki imel pa še to noviteto, da je imel priključen že en tak digitalni mini računalnik, ki je omogočil pač krmiljenje s pomočjo tega digitalnega dela in nastavljanje nekih digitalno nastavljivih potenciometrov in podobno. In tudi ta je imel podobno zmogljivost kot prej predstavljanje, izgledal je pa takole, dosti manj teh gumbov ima samo programsko ploščo, nastavljive te koeficijente ročne, vse drugo se je pač nastavljalo z nekim digitalnim računalnikom. No, če grem proti koncu počas te predstavitve, kjer se je analogni računalnik porabljal, na prvo mesto moramo vseeno dati tole pedagoško delo, zlasti te ameriški računalniki, ki so se uporabljali, takrat, ko sem tudi jaz prišel na fakulteto in vem nekako iz prve roke, da so neskončne skupine študentov prihajale tja in dobivale tak, bi rekel, nek hands-on način izobraževanja že takrat, tudi iz drugih fakultet so prihajale skupine, drugače v razvojno-raziskovalnem delu, vodenje sistemov sem dal nekako na prvo mesto, potem nuklearni reaktorji, avtoelektrika, biokibernetika, farmakokinetika, torej nekaj teh področij, jasno veliko diplom magisterijev in tako naprej. No, potem je pa prišlo obdobje, tam konec 70-ih, 80-ih leta, ko se je pa videlo, da bo pač digitalna simulacija prevzela vajeti v svoje roke v naslednjih desetletjih. In je tudi profesor Bremšak pač začel uvajati v pedagoško in raziskovalno delo digitalna simulacijska orodja. Tule sta dva, ki sta delovala na računalniku IBM 1130 na fakulteti za elektrotehniko. In zlasti je pa motiviral sodelavce k razvoju lastnih orodij. Tako da smo, tukaj pa zlasti je bilo sodelovanje med fakultete za elektrotehniko in inštitutom Jožef Štefan. HiSim je tak pomemben simulator, profesor Divjak je delal na tem, ga verjetno kdo pozna, Simko Sama, to smo delali prav v tistem laboratoriju, kjer sem bil jaz, najprej delal na tem, pa 1134 in tudi na PC računalnikih. Tole bi bilo vse o tem, pripravil sem pa še par fotografij, zelo na hiter, tale najbrž ne rabi komentarja, iz leta 64, profesor Bremšak, ki je bil v delegaciji, gosti zelo pomembni. Potem iz leta 71, profesor Bremšak z nekaj mlajšimi sodelavci.
iz leta 75. Takih slikov raznih zagovorih je neskončno, tale je najbolj pomembna, ker imamo tukaj nekateri rektorje univerze, profesor Kralj, profesor Hodžar in profesor Duden. Tole je ena slika, kjer imamo še profesor Gerjeka, profesor Bremšak in Gerjek sta smatrana za začetnika avtomatike v Sloveniji. Tole je pa profesor Bremšak s skupino na inštitutu Jožef Štefan, konec 80-ih let. In tole je pa profesor Bremšak s skupino s fakultete za elektrotehniko, začetek 90-ih let. No in s tem zaključujem. Hvala lepa. Hvala lepa za to res zelo zanimivo predstavitev in nazorni prikaz, kaj pravzaprav prinaša naš zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, kakšne zgodbe in seveda kako dragoceni so ne samo spomini, ampak opomini pravzaprav v naši sedanjosti na vse tiste znamenite velike osebnosti, ki so pisale zgodovino slovenske znanosti, naravoslovja in tehnike. Seveda vsi avtorji se žal ne morete predstaviti danes tukaj s svojimi prispevki, ki so enako dragoceni. Če pa želi kdo besedo, je dobrodošel in toplo vabljen, da morda še kaj pove o svojem prispevku. Smo bili že kar dolgi. Morda še kakšno vprašanje urednikom zbornika ali morda predavateljem današnjim. Potem smo pa bili dokaj izčrpni. Jaz se še enkrat v imenu Slovenske matice iskreno zahvaljujem vsem avtorjem, dragocenemu uredniškemu odboru, vsem sofinancerjem, ki podpirajo izdajanje tega zbornika, in seveda vsem obiskovalkam in obiskovalcem, ki ste s tem izkazali, da je to naša dragocena, zelo dragocena publikacija. Toplo vabljeni, da se podružimo še zadaj v dvorani, v kakšnem soku in seveda prijazni besedi vseh stvareh, ki smo jih danes spregovorili in seveda vsem, kar prinaša naš zbornik. Hvala lepa.